Moje ime je Luka Pozigača in jaz bi vam danes predstavil, kako sploh nastane zdravnik. Enega naprej. Prvi korak se začne v srednji šoli, še pred maturo. Da bi dosegli željeno mesto na medicinski fakulteti, dejansko se moramo začeti truditi v 3. in 4. letniku, saj povprečje... Halo, a se slišimo zdaj? A je boljše? Ok. Motivi so različni. Vsak ve od nas, zakaj je šel v ta poklic, ampak mislim, da finančni zaslužek ni visoko na listi prioritet. V srednji šoli, v 3. in 4. letniku se začnemo truditi za točke in uspeh na maturi in konkurenci in omejitev nam povejo, če bomo sploh do našega cilja prišli. Naprej. Študij medicine, če nam že uspe se gor upisati, je kompetitiven in precej zahteven študij. 5500 ur traja, to je 6 let, oziroma 360 kreditnih točk. Pa nekako se še da skozi to priti. Dobimo diplomo, prisežemo Hipokratu in smo sedaj pri 24 letih mladi zdravnik DR-med. Na to nas čaka pripravništvo, to je obvezno usposabljanje za zdravnike po diplomi medicinske fakultete. Traja 6 mesecev, je precej strukturirano, naredi se strokovni izpit pred komisijo in pri 24 plus letih je zdravnik usposobljen za ukrepanje ob nujnih stanjih. Takrat zdravnik prejme prvo plačo, ki je 970 evrov. Naprej. Tu imamo zdaj malo več poti. Lahko se po strokovnem izpitu direktno prijavimo na javni razpis specializacij. Te alternativne poti so sekundariat, ki traja 6 mesecev in je namenjen poglabljanju osnovnih znanj iz določenih specialnosti. Plača ostane ista, 970 evrov neto. Druga opcija je zdravnik brez specializacije oziroma sobni zdravnik. Če se zdravnik lahko zaposli na kakšnem kliničnem oddelku, tam mu lahko opravlja delo sobnega zdravnika za neto plačo 1100 evrov. Naprej. Nato se začne specializacija, ki lahko traja od 4 do 6 let. Imamo tudi dvodelne oziroma take posebne specializacije, na primer otroško nevrologijo, ki vse skupaj traja 7,5 let. Med specializacijo se zdravnik strokovno usposablja in postane specialist. Zaključi se s specialističnim izpitom. Med samo specializacijo se zdravnik, specializant vključuje v vse delovne procese, tudi v dežurstva in po programu kroženj lahko kroži po celi Sloveniji in po različnih ustanovah vseh 6 ali več let. Med specializacijo opravlja kolokvije, plača pa je v tem obdobju med 38 do 43 plačnim razredom, se pravi med 1250 evrov do 1460 evrov. Naprej. Na koncu nas čaka krona naše kariere, specialistični izpit pred tročlansko komisijo, ki nam bo povedala, ali smo usposobljeni za samostojno delo v svoji specialnosti. To se najprej lahko zgodi, ko smo 31 do 33 ali celo več let stari. Naprej. Na koncu postanemo zdravnik specialist. To je vse skupaj v idealnem svetu 11 do 13 let usposabljanja po maturi, lahko pa še več. Ob covidu in vseh poklicih, ki smo jih do sedaj imeli, to lahko traja še več. Res je, primanjkujejo nam zdravniki specialisti, ampak če bi danes začeli enega ustvarjati, ob idealnih pogojih bi ta lahko začel delati komaj leta 2035. Hvala.